Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, zasedba Paul Graham je z nami, lepo zdrav, fanta. Živijo. Dušan in Marko, ne? Oziroma Duco in Marko, ni nadimka. Ne. Dobro, da vas na začetku malce spoznamo, je Helena malce pobrskala, pa prisluhnimo. Ja, v bistvu zanimalo nas bo danes, kaj je bolj pravilno, Paul Graham ali Paul Graham. In kolikor smo slišali, za tem stoji kar zanimiva razlaga. Vsekakor pa gre za družbo, verjetno bodo rekli v prvi vrsti prijateljev in glasbenikov, ki so res da že dlje časa prisotni na slovenski glasbeni sceni in pri njih očitno velja tista, da je čas moral dozoreti, da se je zgodilo, kar se je. No, skupni glasbeni navdih se je sedaj že kar nekaj časa odrealiziral v praksi in se danes odraža na radijskih frekvencah. V kar močnem airplayu, no vsaj pri nas, dinamika njihove muzike kar pogosta. Kako pa ne bi bila, ko izhajajo iz zelo preprostih, tako imenovanih kitarsko surovih obarvanih melodij, ki se seveda prepletajo z ostalo zanimivo osebno izpovedno dinamiko, predvsem v slovenskem jeziku. Ali bo na voljo tudi kakšna v tujem, lirika seveda, pa bomo izvedeli danes na današnjem Radio SI Main Stageu. Fantje, dobrodošli v naši družbi. Živijo. Torej, kako dolgo že kolektiv Paul Graham, recimo, ne? Kolektiv Paul Graham, mislim, da smo se konec 2018 zbrali in postali dejavni 2019. To pomeni, prvi singel je bil zan 2019. Tako da. Vidva sta skupaj igrala prej že pri Pticah, ne? Ne, en drugi Marko je bil. Drugi Marko je bil, ne, jaz sem bil pri Pticah. Ti si bil pri Pticah, ja, se te tudi sliši. S prepoznavnim vokalom, kot kompliment seveda mišljeno. Kje si potegnil tega bluzovskega ven, ne? Iz neke bolečine, iskrene se mi zdi, ne? To ni zaigran vokal, ne? Ja, upam, da ne. Mislim, kupi se, verjami se in sliši se, kot se mora. Hvala, to je kompliment. Tako je, ja, pač. Kaj če mreš druga? No, sej, kot smo zapisali, ne, nekako fuzija pop-rocka, bluza, countryja, avtorski pristop, mogoče, čeprav ste band, Marko, se strinjaš, da je mogoče malo avtorstva v besedilih? Ja, je. Bom rekel, tudi mogoče njegov feeling prihaja iz tega, da že ves čas nekako je v teh blues rock vodah, ne? Od samega začetka in ne vem, mogoče pa res čuti, ne, to, kar poje. Glede na to, da je v Sloveniji težko živeti samo glasbe in je pač služba, glasba je hobi, fan, oziroma v tem primeru si lahko privošči, da si kar si, ne? Absolutno. Vse to je, mislim, meni pomembno, da ne rabiš biti nekaj, kar nisi, ker ne rabiš, ne? Če bi imel pa nekaj, ne vem kaj. To je to, čisti hobi, no, za mene. Tudi pomembno je, da je pač za nas muzika nek filter, skozi katerega pač daš te občutke ven in potem se mogoče to izraža na ta način. Kako so te sprejeli kot priseljenca na Primorskem? Odlično. Najprej še mora najbrž sam sebe sprejeti na Primorskem? Ja. Vidiš, da smo ga vzeli v band. Krst je, torej prideš najprej kakšna osmica, potem pa band, ali kakšen je vrstni red, ne? Tako, absolutno, osmica, 1, 2, 3. Kar se glasbe tiče in ustvarjanja, koliko ste kolektivno zraven, koliko pridajo neke ideje od enega in drugega, ali se vse na placu zgodi, kakšen je proces? Tako, se pravi, za to prvo plato, ne, ni bilo, smo enostavno prenesli kar ima vsak kaj doma, je pač prenesel in smo skupaj, pa pač aranžma pa vedno skupaj. Ja. Jaz recimo, ne vem, če imam osnovno idejo in glasbo in besedilo, recimo, ne. Potem pač prijemo na plac in to sprobamo. Vsak doda svoje itak in... Naprimer, zanimivo je bilo za našo prvo pesem Nočem plesati sam. To pesem sem jaz nekaj let, preden smo se
pač sestavili, že imel v predalu, ampak v glasbeni verziji. In dejansko tudi aranžma sam in sestava ostala taka, kot je bila takrat, ko smo pač skupaj to naredili. Ko smo se prvič dobili, sem jaz ta komad prinesel s sabo in rekel, da bi pač to bila neka ideja in neka smer, v katero bi mogoče, v katero meni nekako bi bilo zadelati. In Duco je pa kot nalašč imel v predalu besedilo, ki je točno sedlo gor na... Kot tata na mamo. Tako da je dejansko v 2 vajah je komad bil že 99% postavljen in je funkcioniralo. In tu smo dobili nek elan za takoj naslednje stvari spraviti skupaj. Da še malce Heleno vključimo v pogovor. Helena, se ti zdi, da ima zasedba Paul Graham kakšnega vodjo, ali so to... Sem že mislil, da boš vprašal, če imajo fantje prihodnost. Prihodnost imajo vsekakor, ne? Ker se učijo iz svoje preteklosti. To se sliši tudi pri glasbi, ampak so kakšni listki glasovalni, kaj misliš? Ali kako ne, takole na prvo žogo daleč od listkov, ne. Vse ostalo prej kot listki. S kakšno steklenico? Ne, ker žoga v glavo, ne, šalo na stran, daleč od listkov. Ne. Je kakšen plemenski vodja? Ne, jaz mislim, da ne. Jaz se tega utepam, priznam. In je kar v redu tako. Ni nobenega vodja. Ne. Na mene pritiskajo, da bi mogel biti več, ampak nisem za to enostavno. Si pa v bistvu ta zadnji filter, ki reče da ali ne v stilu, ko je treba požegnati neko besedilo, ki ga ti nisi mogoče napisal, oziroma kakšen del. Ker sem pač najstarejši in najmodrejši. Ja, pač imaš to pravico. Ne. Na Štajerskem si lahko kdaj tudi plavi, ne? Če si najmodrejši, se ti hitro lahko privedi. Ne, Helena, se spomniš nekaj bendov nazaj, ko smo se spraševali o efektu Yoko Ono, ne? Kaj se zgodi z bendom, ko dobi svoj Yoko, ne? Vi ste zdaj že toliko stabilizirani, da verjetno kakšna Yoko Ono ne bo razdrla benda, ne? Ne, mislim, da ne. Upajmo, da ne. Upajmo. Če ne bojo pa kakšno pesem o tem besnili, ne? To pa je vedno dober primer, ne, praktični, ko pa lahko pride Yoko vmes. Ja, in potem rečemo, to je nova uspešnica. Dobro, fantje, malce si bomo privoščili glasbenega premora. Okay. Verjamem, da tudi ta playlista po vašem izboru ni bila naključna. Paolo Nutini? Ne vem, jaz sem dal ta predlog, ki mi je pač enostavno všeč. Kaj čem druga reči? Mi je cool in ta komad mi je tako res top. In če ga začutiš, potem je pravi. Tako. Radio SI Main Stage. Ja, in prijateljem in znancem priporočamo tudi zasedbo Paul Graham. Marko in Duco še zmeraj z nami v studiu. Po navdihu greste, ne, smo nekako že ugotovili, tako da 10-letnega plana nimate, ne, kaj je treba narediti. Ne, nimamo 10-letnega plana, imamo pa 2-letni plan. Ne, nimamo. Nimamo. Pač radi bi začeli, radi bi. Delamo že na novih komadih in upamo, da bo to nek dogleden cajt. Ja. Kar se tiče same glasbene produkcije in prostora, imate svoje, najemate, imate kak plac poseben, kako je to? Mi imamo našo vadnico, v kateri ustvarjamo, zdaj pa, kar se snemalnih prostorov tiče, pa to pač gremo po feelingu in pač, ko bi rekel, po vezah. Se nanašate na svoje ušesa ali imate kakšnega producenta potem, recimo? Najlažje je, mi naredimo do ene mere, seveda tako, kot pač mi slišimo. Fajn je delati mogoče z enim izkušenim producentom, ki band sliši malenkost drugače in potem tudi kakšni aranžmaji in sama zvočna slika rata tudi bolj zanimiva. Ne? Pač mi imamo že toliko zguljena ušesa, ko pač en komad tolikokrat preigraš, da se nekje omejiš. Ne? Nekdo, ki ga sliši na sveže, pa lahko prinese eno dobro noto noter, ki popestri zadevo. Helena, vedno je pri vsakem bendu je pomembno, ne, tudi kako ga deklice, dekleta, ženske, gospe slišijo.
Pa smo Je spet pri pomembno. Okonu. Ne, zdaj Ja, te je sprašujem pomembno, tebe, je, ki si že je, veliko ja. let glasbo poslušaš. Ne, Ja. in recimo, kaj bi tema fantoma povedala, kaj bi jo vprašala, ne, glede na to, kaj si slišala od njih? Kaj bi jih vprašala? Mene zanima, kolikokrat je bila ženska v povod, da je nastal kakšen komad. Duco izvoli. 3, 4, zdaj. Nekajkrat je bila, verjetno. Ne? To sedaj na recimo 10 skladb pomeni procentualno? Čakaj, da pogledam. 3-krat. Aha, Ampak- 30. Ampak bila je navdih, ne, Odstotkov. kot pozitiva. Ne? Seveda, to si mislila. To, ne. absolutno, Ja, ja. absolutno, absolutno. Ja, ne 3-krat, ja, sigurno. 3 od 10. Ja. 30%, to je kar močno, ne? Ja, pa V saj- muziki. Kaj pa potem vse ostalo, kateri teritoriji, področja, narava? Po mojem najbolj neki odnosi Globina, medčloveški, tako. po mojem v tem stilu. Ne? Kjer se vse začne in vse konča, ne? Ja, Oziroma življenjske izkušnje. Ne? ja. Včasih je zjutraj naslovnica na časopisu, ne, trigger, da vržeš vse skupaj in ne, rečeš, kaj je to. Ne. Včasih pa zvečer ne, na televiziji vržeš kaj ali pač rečeš, pokažeš, to je to. Recimo, ne. Ja. Ali pa kdaj v avtomobilu, ne, ko je potrebno koga spomniti, da se premakne. Tudi takrat recimo lahko pridete, ne, ali kako. Ali morda na stranišču, tako Frank Zappa rekel, ne, da najboljše ideje so na stranišču. Ne. Misliš, da dobiti trenutek navdiha? Tako. Ja, sigurno. Ne. Sigurno. Sej to so triggeri, ki te potem spravijo možgane v pogon in začneš. Enkrat ti moraš imeti nekaj dost, ne, da potem rečeš, zdaj pa bo nekaj novega. Sigurno, ja. Ampak s takimi ljudmi je potem težko živeti, pravijo domači, ne, skozi ga nekaj moti. Ne, pa, Zna biti, ja. To meni žena večkrat reče. Ja. Čeprav mogoče je niti ni tako hudo, ne, morajo biti hvaležne, ker spravi zadevo na papir, ne, in če spraviš, je res, Evo, le kako. To sem sedaj hotela vprašati oziroma nadaljevati, katera so pa orodja potem, ne, ki jih ima recimo žena, da ne vzame česa v roko pa. Okay, zdaj Udari o po orodjih mizi. mogoče ne, ampak ne, sigurno je glasba sam nek filter, ne, in neka terapija, ki ti pomaga za v bistvu zadati neke občutke ven, ne, nekdo pač gre igrati nogomet ali pa ne vem, kolesariti, Vzame boksarsko rokavico. boksati, ja. Mi spravimo tako na nek v en posnetek. Ja, to je to. Mislim, prava beseda je terapija, vse za mene osebno je to pač glasba. S tem tudi koncerti bi rekel, ker takrat daš res vse ven, ne? Na odru recimo spraviš agresijo ali pa pač ne vem, ljubezen skozi mikrofon. no in recimo potem na odru, ne, koliko odstopate od te forme komadov, ne, koliko omamo raztegnete, koliko jo dvignete tempo, koliko jo spustite. Je verjetno vsak koncert kaj drugače, malce od feelinga, se sprostite v improvizacijo, no, recimo. Veš kaj, mogoče intenziteta igranja je lahko različna tudi od placa in od občinstva. Zdaj, kar se tiče dolžine komada, prav za omamo se ne zgodi nekaj več, se držimo kar, bom rekel, originala. Mogoče pa je pač način, kako je odigrana ali pa odpeta iz nastopa v nastop drugačna. Ne? Je pa tudi res, da mi imamo precej malo špilov za sabo, ne? Tako v tej zasedbi. Po moje to tudi se s časoma malo spremeni, ne? Tako. Verjetno. Ampak recimo špil, ne, ko ste dejali, zdaj poletje je pred vrati, pomlad, zdaj je res vse že odprto, ne. Koncerti so v mestih, so ne vem, na festivalih, ob rekah, kakorkoli. Kje boste letos kaj igrali, recimo tako, ne zdaj datumov pa kraj, ampak recimo, ne, verjetno ste se že nastavili kakšni datumi, ne? Bom rekel, da smo z datumi trenutno mal švoh. Nekaj imamo na obali in pač
ob morju je vedno pač poseben občutek in lepo. Bi se pa radi malček bolj, ko bi rekel, angažirali za to koncertno sezono, tako da zdaj ti datumov Ne, vse v redu, vse nisem mislil to. Recimo primer, če igraš ob morju, ne, zakaj organizatorji zmeraj ne postavijo odra tako, da gledaš morje, ne? A veš, postavijo tako, da odr zakriva morje in potem glasbenik ne vidi morja in folk ne vidi morja in kaj je to, ne? Veš, zaradi kablov smo tako. Ja, ziher, zaradi kablov. Ne, to ne vem, zdaj nekaj prizorišča, da bi bila prav ob morju, mogoče jih res dosti ni, v Kopru je in v Portorožu, tam se z odra vidi morje. In občutek je res lep. Je tudi lepo imeti tonsko pri 35 stopinjah ali pa več. In zvečer se zgodi pač ta magija, ko je temperatura ta prava, luči ta prave in občinstvo. Dobro, malce vaju bomo še spustili, da povadite v našem prostoru, ne? Prvi sneak peek je že bil, ne? Tega našega main stagea. Kako se vam je zdelo? Tiha soba, recimo, ne? Zelo lepo. Super je, odlično je. Tudi tam. Nisem še nič sprobal, ne, tako da bom še videl. Torej, čez pol ure, ko boste ponovno v studiu, bomo že kaj več povedali tudi o tem. Do takrat pa še prijatelj in sodelavec morda, Rudi Bučar. Lepo je imeti rad na izboru. Prijatelj, sigurno. In bivši sodelavec. Ja. Glih uni čas, ki je ta komad prišel ven, smo mi nekako se spoznali, jaz z njimi, ne, vsaj. Oni so se med sabo že. Zato je ta komad iz tega pač obdobja, ko smo dejansko se privat spoznali. Torej zato je Rudi Bučar The Cool Vibes, ne? Ja, jaz in Mitja, moj brat, Bobnar, sva bila v bistvu te cool vibracije, ne? Dobro. Meni je ta všeč, ne, tako bolj rockerski Rudijo komad, ne, tako da Paul Graham, hvala lepa za enkrat, čez pol ure ponovno v studiu, do takrat hvala. Muzika. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, Paul Graham ob 10:15 v živo, malce ne sta že probala zvok, Marko in Duco, lep pozdrav. Živijo. Ja, fantastično, ko me čakamo. Ja, res je. Zelo domače, lep ambient, dobra družba, tako da. Kaj pa postavitev benda je zmeraj nekako ista, dobro, Bobnar je verjetno od zadaj, ne? Kako je pol kitara, bas, vokal? Tipično, levo, desno, kitare, bas zraven bobna in to je to, Duco pred bobnom, tako da se Bobnarja slabo vidi, ampak imamo vedno isto postavitev. Se ga pa sliši, ne? Se ga pa sliši, ja, to pa ja. Kar se tiče same komunikacije, recimo med špili pa to, s pogledi eye contact, ja. Ne, nasploh kontakt, ne? Okay. Je eye contact ali je struna kontakt, kako komu nakažeš, glej, zdaj pa, ne, ali kaj, ne vem, ne? Neki triki, verjetno neki pogledi, gibi, tako kot veš pri bejzbolu, recimo, veš neki znaki, ne? Ja, ko nekdo zafuša, so pogledi. Vsi v enega. Ne, nismo tako strogi, se bolj smejimo, ko pride do tega en drugemu. Ampak ne, ja, ko so kakšne točke, eye contact, itak vemo, kje je in pol se pogledamo, ja, gremo, ne gremo. Kakšne posebne take zaznamke naredi Bobnar, tako da ga itak slišimo, ko se pripravi v nek prehod ali pa v neki posebnega, nekako smo se začutili. No. Ampak ja, iz koncerta v koncerta eye contact obvezno. Zdaj ne, vsakega vprašamo, kaj ima za pokazati, vi imate za pokazati luč preteklosti, ne? Kaj več mi o tem povete? No, Duco, kar povej, ne? Ti si ga napisal. Gre za album, ne? Gre za album, ja. Ja, to je prva. Kar nekaj časa smo imeli v bistvu narejen ta album. Malo smo imeli dilemo, 9 komadov je gor, ne? Je preveč, premalo. Premalo smo se bali, ampak enostavno je bilo tako, da ne vem, 3 leta je to nastajalo in zdaj na koncu onih 9 komadov preigravati vsakič malo ti, ne?
In smo rekli, da je to zapakirati, če je 9 ali se ni važno, samo da se neka zgodba zaključi, da lahko pol, ne vem, Nadaljujemo dalje. Potreba je, smo občutili, no, vsaj jaz, da se nekaj zaključi in da gremo pol naprej. Ja. Koliko pa je potem minutaža? No, zdaj ste rekla 9, kaj pa minutaža, koliko je recimo od oka? Nekaj manj kot 40 minut, če se ne Malo motim. manj, ja, lahko je 37. To so bile včasih klasične, ne? LP si obrnil in to je to. Ne? Zakaj mora biti tako. 77 minut, ne? ki jo je CD na koncu prinesel, veš, tisti zadnji rob, ko si CD vzel v roko, Je bil ti so pa že zafilan. prek posneli. Ne? Ja, ja. Ko smo že pri CD-jih, vidva sta še verjetno ena izmed tistih, ki imata kaj na policiji, ne? Ali so tudi LP-ke, ali samo digital download zadnje čase. Ne, v bistvu zelo malo. Je res, da danes v avtu več ali manj poslušaš preko Bluetootha iz nekih spletnih platform, ampak kakšen CD se še povalja v CD-playerju itak. No, vi ste ga tudi izdali, ne? CD. Ja, tudi zato lahko bi se samo recimo digitalno izdajo naredili, ampak ni nam to ne point, ampak lepo je imeti nek izdelek, da so barve, da so slike, ko primeš, da vidiš neko, ne vem, fotko, ko odpreš noter in ti naredi že sama mogoče platnica, nek pogled na muziko, v bistvu mora nekako sovpadati eno z drugim. Če izdaš samo digitalno, se malček ta romantika zgubi, prah se nima kje nabirati doma na policah, na nobenem CD-ju in je lepo, da je en izdelek. Kar se tiče muzike in kar se tiče albuma, nekako se je vse skupaj začelo in zaključilo potem z albumom. Muzika je gor posneta in zdaj, ko nekdo reče, dobro, fantje, ne, to ste posneli, kaj boste pa zdaj posneli? Ne? Nekaj komadov za prihajajoče reči že nastaja, najbrž, ne? Greste v kakšno drugo smer, kot ste bili? Ne vem, če smo, da bo kakšna druga smer, nismo še, nekaj že nastaja, ja. Nekaj zametki so že, ampak nismo šli v nekam skrenili, nekam čisto drugam, smo še vedno tu nekje v teh. Zvočna slika, recimo, da ostaja nekako ta, pač probamo nadgraditi to, kar delamo z novimi komadi in to bo to. Dobro, prej si omenil Ovitek, ne? Ovitek spada že pod neko vizualno podobo, videospoti, Ovitki, kako Absolutno. je s tem? Kako je s tem, kako misliš? Zdaj, kar je videospotov, recimo, smo se nekako zanesli, imeli smo mogoče kakšno idejo, kako bi radi, da se odvije oziroma kaj bi bila tematika, ampak dejansko smo pol režiserju samemu pustili. Ne? Tako je bilo recimo pri Omami, smo s Petrom Klevo delali produkcijo in smo dejansko ta ustvarjalni del čisto njemu prepustili. Se pravi, poslušaj komad in rekel, naredili bomo takšno zgodbo potem. Tako, mogoče smo imeli eno idejo, kako bi se lahko odvijalo, ma dejansko potem je on naredil skoraj čisto nek svoj nov motiv in je bil zelo dobrodošel. Paul Graham so z nami, spoštovane poslušalke in poslušalci, od 10:15 v živo na main stageu Radia SI. Ponavadi tudi člane zasedbe vprašamo kakšna vprašanje. Danes sta dva, lahko si malce podajata, ne? Si bomo pomagala. Kakšno pikro imamo? Kakšno pikro imamo. Sedaj lahko zbirata eno vprašanje in vsak odgovori. Ok. V redu? Lahko. Ok, brez ponovitev, prosim. Kdo izmed vaju je večji romantik? Kaj boš ti to odgovoril? To sedaj ni debatni krožek. Smo kar približno, po mojem, dva tam, ne? Ne, to je slab odgovor. Po moje je Duco večji romantik. Ok, jaz sem večji romantik. Knjiga, ki bi nam jo priporočila v branje? Dave Grohl, Storytellers. Ja, to je zelo popularno, mislim, da so zdaj že tretja ali četrta, ne? Veš, da nisem, priznam, da je nisem še prebral cele, ampak že samo... Dobil priporočila? Ne, jo imam. Aha, in že peta stran, 20. Že prvi stavek je
to je to. Samo, To ponovitev dovolim. ja. Tudi jaz bom to knjigo zbral, ko boš ti končal in boš posodil. Ker od moje knjige prebrane je toliko časa, da niti ne vem, katera je bila. Facebook galerija ali dober stari album z razvitimi fotografijami. Razvite fotografije, absolutno. Absolutno. Prakticirata? Ne. Jaz imam milijon fotografij, ker rad fotografiram tudi v enem prostem času, ki v mojih 27 urah v dnevu ostane. Ne, zelo slabo razvijam ali skoraj nič. In bolje jok in stok, ko se nekje zgubi. Ampak ja, absolutno tiskane slike. Ko ni muzika v prvem planu, kaj je? Dušan, kaj je? Služba, družina, kaj češ drugega je? Ja, družina, oziroma jaz rad šraufam motorje. Tako da. Ampak roke ima pa čiste, poglej ga. Ja, rokavičke uporabljam. Očitno ima pripravljanje, ne? Nič na ključe, nič. Ketna mu ne pade dol, ko se vozi, očitno kar tako, ne? Ne pade tako, ne. Če bi se srečala kot 15-letnika, kaj bi si zapisala za uho? Kako to misliš? Če bi danes srečal sebe na ulici, 15-letnika, kaj bi si rekel, kaj bi si priporočil? Kakšno življenjsko bi si dal za nasvet? Stopi iz mehurčka obdobja čim prej. To. Mogoče zveni malo tako, ampak. Zveni čisto dobro. Ja, ok. Ja, Dušan, dej. Kaj bi rekel 15-letniku? Pazi avto, bi mu rekel. Ja. Sebi 15-letniku. Ne, bi mu rekel, da naj sledi tem svojim, tako kot je on povedal z drugimi besedami, da naj gre po tej poti, naj sledi nekim sanjam malo bolj intenzivno, pa malo prej, takoj pri 15 že. Tako, z moje strani je to. Hvala lepa. Čeprav, ne, pri 15 pa še imaš čas, ne? Ja. Veš, tam pri 16 pa že moraš vedeti. Dobro, glasbeni premor, ko smo že v Foo Fightersih govorili, oziroma Dave Grohlu, Foo Fighters in Wheels, zdaj to tisto vprašanje, neki vedno prihaja, ali so že prerasli Nirvano, ali je niso, ali je to čist nekaj drugega, ali kako? Jaz mislim, da ne moremo reči prerasli, ki, ok, Dave je pač bil del tiste zgodbe, ampak sami Foo Fightersi so meni bili čisto drugi svet, kot so pač bili Nirvana. In od samega začetka in sledim in so top. Dobro, Wheels. Radio SI Main Stage. Tako, še pa ure pol grem, Duco in Marko, kaj bomo slišali? Kaj bomo slišali? Vse, razen 2 komadov, ki smo omejeni časovno. Skoraj cel album dejansko. Dobro. Začeli bomo umirjeno ali dinamično ali čisto? Dinamično začnemo, ne? Ja. Še kar. Mislim, Ja, nekaj srednjega. tako, ja. Tako da ne šokiramo preveč, pa da nismo preveč mirni. Samo razpored, no, ko smo že pri tem, samo razpored komadov na albumu je šel po neki zgodbi ali po neki dinamiki, neki amplitudi, ali ste jih pač po redu sledom? V bistvu smo jih postavili po vrsti kar skoraj tako, kot smo jih snemali. Tako da nekako so tudi kar poklopili se lepo en za drugim in nekako je funkcioniralo. Tako da to ostaja tako. Dobro. Zdaj vajo pustimo v studiu, ne, da se roke, prsti ogrejo, da se glas upoje. Hvala. Kakšna skrivnost vokalista, razen kakšne dobre pijače zvečer, ali pa ravno tega ne, ali kaj? Lej, nič ni, dejansko treba malo se upet, ne, tako prav fizično, druge za mene ni. Ne. Ja, tako kot je Marko dejal, če je že nekaj šraufane, gume je treba se greti, ne?
Ali Tako kako? je, tako je. Ja. Ima, veš, oni imate čajčke, pa neke bombone, take posebne. Pa to. Samo noče povedati. Dobro, o znamkah ne bomo, ne? Tako da lepo se imejte, hvala za obisk v studiu. Hvala vam. Odličen koncert in vi, spoštovane poslušalke in poslušalci, se priklopite na Facebook Live in na 365 Live, potem pa bo vse ostalo posneto in tudi na YouTube objavljeno, tako da bodo fanti šerili, vi pa klikali. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala vam. Radio SI Main Stage.